Drugi v sklopu dogodkov o skrivnostni konjičanki Adelmi von Vaj je potekal v okviru dvodnevnega mednarodnega simpozija o življenju in delu skrivnostne baronice, ki ga je organiziral Inštitut za preučevanje krščanskega izročila in Občina Slovenske Konjice. V okviru spremljevalnega dogajanja se je predhodno odvila še otvoritev slikarske razstave portugalskega slikarja Joma Sipe, ki ga je navdihnil simbolizem v Adelmini knjigi Duh, sila, snov. Razstava je na ogled v Mestni galeriji Rimer do 10. januarja 2013. Ob tej priložnosti pa je izšla tudi monografija Adelma von Vaj, skrivnostna baronica iz Konjic, avtorjev Aleksandre Boldin in Jana Ciglenečkija. Monografijo je mogoče kupiti v pisarni Turistično-informacijskega centra TIC Slovenske Konjice. Prvi dan simpozija se je odvijal v ponedeljek 3. decembra v prostorih Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, drugi dan pa se je simpozij nadaljeval in zaključil 4. decembra 2012 v protokolarnih prostorih v Žički Kartuziji. Ponovno je oživel spomin na skrivnostno, markantno in karizmatično konjičanko Adelmo von Vaj in njeno knjižno delo Duh, sila, snov. O pomenu Adelme in njenih delih so na simpoziju spregovorili številni strokovnjaki iz tujine in Slovenije. Častni gost je bil Rudolf Pasjan iz Švice, ki je s fotografijami predstavil svoje osebna doživetja v Braziliji. Zbrane udeležence je v idiličnem okolju Žičke Kartuzije pozdravil in nagovoril najprej župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek. Toplo pozdravljeni in dobrodošli v tem prelepem goščku naše občine. In današnji dan smo namenili odstiranju tančice skrivnosti, ki je do letošnjega leta nekako bila, v katero je bila zavita baronica Adelma von Vaj. Že včeraj v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani na prvem dnevu mednarodnega simpozija smo izvedeli marsikaj zanimivega, predvsem pa novega. In kot marsikatera velika osebnost je tudi Adelma, ki je večino svojega življenja preživela na tem dvorcu v Konjicah, ki mu rečemo Baron Vaj. Tako kot vse velike osebnosti je tudi ta bila nekako prikrita. Mogoče bomo še v toku današnjega dne izvedeli, zakaj je temu tako, pa vendar. Z včerajšnjim in današnjim dnem verjamem, da smo jo pokazali v tisti pravi luči, v luči spiritualistke, teozofinje, humanitarke in ji bomo s tem nekako tudi dali tisto njeno pravo vrednost in tudi pravo mesto med velikimi ljudmi, ki izvirajo iz našega mesta, iz Slovenskih Konjic. Iskrena hvala organizatorjem, Janu Ciglenečkemu in pa gonilni sili na naši strani, že temu tako rečem, Aleksandri Boldin, za ves trud, za vso to nervozo, ki je spremljala priprave in verjamem, da bo še ob koncu današnjega dne vse skupaj poplačano v tisti obliki, ki jo pravzaprav pričakujete. To je zadovoljstvo nad svojim ustvarjanjem. Na to pa je nekaj besed prisotnim namenil še konjiški nadžupnik in arhidiakon Jože Vogrin. Prav lepo vas vse pozdravljam in sem vesel, da smo se zbrali v tej starodavni Žički Kartuziji, kjer človek nekako doživlja mir in veselje, predvsem zato, ker se lahko odmakne od sveta in tukaj služi Gospodu. Vsakdo, ki gleda na življenje drugih ljudi, ki si želi nekako prodreti v globino njihove misli, si mora nekako ustvariti en okvir, skozi katerega bo gledal in skozi katerega bo nekako si želel spoznati tega človeka. Jaz sem duhovnik, sem teolog in sem tudi skozi oči Svetega pisma zrl in bral vse to, kar je Adelma zapisala in s čimer je nekako na nek nov način povedala tudi veliko tega,
kar je razodeto v Božji besedi. Zdi se mi, da če ne moreš presoditi nekako skozi besede, kaj je ravno točno povedal, pa lahko vidi skozi njegovo življenje, kaj je to zanj pomenilo. In kako drevo poznamo po sadu, in tudi Jezus pravi, da po njih sadovih boste prepoznali ljudi, tako lahko tudi Adelmino življenje gledamo na njene sadove, na njen življenjski slog, skozi to njeno življenjsko zgodbo ali skozi njen način življenja znamo videti, kaj so ji te stvari tudi pomenile, kako so ji prišle do srca, kako so enostavno v njej tudi naredile veliko spremembo. Pred samim začetkom uradne predstavitve je dogajanje popestril še bogat kulturni program v izvedbi Teje Lamprecht, ki je zapela ljudsko Pred zmajem rešeno dekle. Daj vas zmaju, Maritico, Božjo služabnico. Kaj je storila Maritica, šla je globokemu jezeru, sričal jo je pobična, preljubi sveti Jurij sam. Vokalna skupina Vokalis Kartuzianis pod umetniškim vodstvom Mojce Koban-Dobnik je zapela izbrane liturgične napeve. Andreja Obrul pa je svojim sopranom navdušila z Adelmino pesmijo Geisterlied. V nadaljevanju je potekala predstavitev Adelminega življenja, njenih aktivnosti in ustvarjanja na mnogih področjih, predvsem pa njene humanitarnosti in kratke vsebinske predstavitve Adelminih knjig. Za zaključek pa branje ene izmed Adelminih pravljic v prevodu filozofa Jana Ciglenečkija. Baronica Adelma von Vaj je bila v prvi vrsti humanitarka, potem zdravilka, pisateljica, glasbenica, homeopatinja, matematičarka in spiritistka. 21. oktobra leta 1840 v Tarnopolu v Galiciji, današnji Ukrajini, se je rodila deklica, ki je na prelomu 19. in 20. stoletja pomembno zaznamovala teozofijo, homeopatijo, spiritizem, okultnost, medialnost, zdravilstvo in matematiko. To je bila Adelma. Ko je odrasla, je spoznala avstro-ogrskega barona Ödona von Vaja. Poročila se je pri 20 in romantično zakonsko zvezo 60 let uživala v Slovenskih Konjicah. Adelma von Vaj je bila do današnjih dni neznana. Čeprav je bila v svojih časih silno pomembna osebnost, se v Sloveniji niti v Slovenskih Konjicah ni veliko spraševalo, kdo je bila ta ženska. Konjice je prispela leta 1876 in živela v dvorcu, ki ga danes poznamo pod imenom Baron Vaj. Poznali so evropski spiritistični krogi, teozofi in višji plemiški sloji, saj sta oba z možem izhajala iz plemiških rodbin. Njen mož Ödon von Vaj je v Baron Vaju, ki stoji blizu konjiške avtobusne postaje, prirejal slavja in vabil upokojene oficirje avstro-ogrske vojske in druge ugledneže, je povedala Aleksandra Buldin, zgodovinarka in odlična poznavalka slavne Konjičanke baronice Adelme von Vaj. Filozof Jan Ciglenečki je Adelmo predstavil kot žensko, ki je v 19. stoletju v hipnotičnem stanju s pomočjo tako imenovanega medialnega pisanja ustvarjala zapise o zakonih življenja, vesolja in metafizike na splošno. Njeno knjižno delo z naslovom Duh, sila, snov je nastalo pri njenih 29 letih in je v slovenščini lani prvič izšlo pri kulturno-umetniškem društvu Logos, svoj prvi natis sploh pa je doživelo leta 1870 na Dunaju. Adelma je v svojem času daleč izven meja Štajerske slovela kot velika humanitarka.
S svojim možem Ödenom sta v Konicah v okviru odbora Rdečega križa finančno podprla izgradnjo in delovanje bolnišnic Kristjan Lazaret leta 1897 in Lazaret II leta 1908. Delovala je tudi kot dobrotnica otrok, čeprav svojih ni imela. S svojimi zdravilnimi sposobnostmi je nesebično in vselej brezplačno pomagala tako revnim kot bogatim, s čimer je tudi v praksi potrjevala vrednost svoje filozofije. Adelma von Vaj je umrla 24. maja 1925 v Slovenskih Konjicah, kjer je tudi pokopana.